Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav iz Starš, kjer je pred nami tekma 6. kroga 3. slovenske nogometne lige Vzhod in sicer obračun med domačimi Staršami in pa gostujočimi Dobrovcami. Nogometaši obeh ekip z sodniško ekipo vred so že na travnati površini stadiona v Staršah, mi pa si pogledamo kar obe začetni enajsterici. Za domače Starše, ki igrajo v svojih tradicionalnih rumeno-modrih dresih in jih vodi Tomislav Grbovac, od prve minute začenjajo vratar številko 1 Denis Zajc, pa centralna branilca številko 14 Tadej Kac in pa številko 17 Ismar Dedić. Na desnem bočnem položaju začenja številko 3 Žiga Dobnik, na levem številko 20 Aljaž Ploj, na položaju tako imenovane šestice oziroma zadnjega veznega številko 6 začenja Aljoša Kirbiš, pred njim sta levo Aljaž Dobnik številko 13 in pa desno številko 4 Tim Golob, nekoliko ofenzivne od njiju v sredini številko 10 Nejc Bohak, v konici napada pa dvojec Tiboroj številko 9 in pa Urban Čander številko 11. Prvi bodo iz sredine igrišča krenili gostje iz Dobrovc, ki danes nastopajo v modro-črni športni opremi. Vodi pa jih danes Semir Šabotič, ki je na igrišče poslal naslednjo zasedbo. Anej Jurič številko 1 je v golu, na centralnih branilskih položajih sta številko 4 Rok Rozman in pa številko 17 Aljaž Hedl. Na desnem bočnem položaju začenja številko 2 Majl Orbek, na levem številko 8 Kristjan Sagadin. V sredini dva nogometaša, Taj Kokol številko 24 in pa Andraž Mlinar številko 20, na levi strani Žan Kovačič številko 21, na desni številko 10 Luka Benotič. V konici napada pa prav tako kot pri Staršah, tudi pri Dobrovcah dvojec številko 11 nosi na hrbtu Elvino Podbrežnik, številko 28 pa Rok Ferčič. Predstavimo še sodniško ekipo današnjega srečanja. Glavni sodnik te tekme je Uroš Radževič, pomagata mu ob stranskih črtah Jan Marin in pa Nejc Gonza. Delegat današnjega srečanja je gospod Selim Alić. Spremljamo torej danes tekmo ekip, ki pred sezono nista kotirali ravno najvišje. Starše kot novinec so bile nekako uganka, pa so najbrž kar presenetili poznavalce tretjeligaške scene. Zaenkrat v prvih 5 krogih samo en poraz na gostovanju pri Šmartnemu z 2-1, sicer pa so enemu remiju dodali 3 zmage varovanci Tomislava Grbavca, tako da več kot uspešen začetek tretjeligaškega tekmovanja tukaj v Staršah. Dvakrat so sicer tukaj že gledali tretjeligaški nogomet, prvič v sezoni 94-95, ko so se poslovili že po enem letu zaradi preureditve tekmovanja. No, to pa so v tretji ligi nastopali tudi med letoma 98-2000. Zdaj pa se torej Starše vračajo v tretjeligaško tekmovanje, potem ko so lani kar prepričljivo osvojili prvo ligo Medobčinske nogometne zveze Maribor. Out bo to za Starše z desne strani. Starše, ki so si nastopanje v tretji ligi morale priboriti preko dodatnih kvalifikacij. Premagali so Ormož, s 3-0 so zmagali v gosteh, na to pa še remi 1-1 doma in to je bilo dovolj, da je bilo v Staršah veselo ob uvrstitvi v višji rang tekmovanja. V klubu sicer poudarjajo, da so pripravljeni, da finance sicer ostajajo enake, cilj pa nekako sredina lestvice.
Podoben cilj pa prav gotovo imajo tudi v Dobrovcah. Sagadin je zdaj za Dobrovce napadal po levi strani in priigral out. Dobrovce je sicer že 5. sezono zapored v 3. slovenski nogometni ligi. Mlada ekipa, ki se je od lani nikaj preveč spremenila, kljub slabi sezoni. Obstali so nogometaši iz Dobrovc zgolj administrativno. Vemo, Rače iz objektivnih razlogov niso dobili licence za 3. ligaško tekmovanje, kar je Dobrovcam omogočilo, da ostanejo v 3. ligi. Dobrovce sicer v lanske sezoni za drugo najslabšo gol razliko in pa z drugim najslabšim napadom. Oboje jasno zgolj za Dravogradom. Dravograd, ki je bil lani kar nekaj nivojev nad ostalimi, oziroma se upravičujem, seveda pod ostalimi. Zbral je zgolj 4 točke. Zanimivo, vse 4 točke v lanske sezoni pa je Dravograd zbral proti Dobrovcam. Kac začenja napad za starše. Na levi strani se je boril Ploj, ob njem je bil Benotič. Končala pa je žoga pri kapetanu domače ekipe. Kirbiš je zdaj prišel med oba centralna branilca. Zdaj napadajo celo s 3 v zadnji vrsti domači. Očitno taktična zamisel Tomislava Grbavca. V fazi branjena pa s tem rombom 4-1-2-1-2. Tomislav Grbovac, sicer trener v Staršah že 10. sezono. Zdaj torej ekipo pripeljal vse do 3. lige, kjer pa zdaj zaenkrat kaže kar precej uspešne predstave. Šesta minuta, nogometaši Starš so prvič v kazenskem prostoru nasprotnika. Gostje so sicer žogo odbili. Dedič v sredino, podal je proti Dobniku. Pa ponovno Dedič. Kirbiš vrača, Kirbiš danes igra proti svojemu bivšemu klubu. Nastopal je Kirbiš v 3. ligi tudi za Dobrovce. Zdaj pa podal v kazenski prostor. Poskušal je Žiga Dobnik, spodal, še vedno so pri žogi domači. Tibor Roj je prišel do žoge, Roj preigrava. Vrača žogo na stran do Dobnika. Poskus predložka pa je onemogočil levi bočni branilec Dobrovc, številko 8, Kristjan Sagadin. Ponovno dobro Sagadin, boril se z Rojem. Po mnenju sodniške ekipe pa je bil pregrob tukaj Kristjan Sagadin. In to bo prosti strel za Starše. Bohak in pa Ploj sta pripravljena za izvedbo tega prostega strela. Gneča zdaj jasno pred vrati Aneja Juriča. Prva priložnost za rumeno-modre iz prekinitve. Uroš Radževič je dal znak za izvedbo tega prostega strela. Bohak bo podal v kazenski prostor. To je dobra podaja, priložnost za Starše. Žoga pa je končala v naročju gostujočega vratarja. Ni bilo tole slabo izvedeno strani domačih. Vendarle pa brez večje nevarnosti. Še en poskus podaja naprej. Pri rumeno-modrih brez težav za Dobrovce. Taj Kokol je pri žogi na sredini igrišča. Na desni strani je našel Lorbka.
Lorbek je potegnil v sredino, podaja na to proti Podbrežniku, sicer dobra zamisel, ampak tajming ni bil pravi, Podbrežnik se je znašel v prepovedanem položaju. Obrača se Roj, Roj se je dobro znašel, prišel v kazenski prostor. Ravno Dovor je sicer reagiral Aljaž Hedl, no na to pa je Ane Jurič storil prekršek in na belo točko je zdaj pokazal Uroš Radževič. Dobro se je ponovno znašel Tibor Roj. Strelec tudi na prejšnji tekmi proti Podvincem. Sicer pa v letošnji sezoni zadev tudi proti Šmartnemu, tako da 2 gola za Tibora Roja v letošnji sezoni. 11 metrovko pa bo zdaj izvajal Nejc Bohak. Dvoboj iz oči v oči z Anem Juričem in lepa priložnost, da Starše v 10. minuti povedejo. Bohak strelja zanesljivo, Jurič v eno smer, žoga v drugo in v 10. minuti Starše po zadetku Nejca Bohaka vodijo z 1-0. Ja, če gledamo po letošnji sezoni, Starše danes v vlogi favorita in dokaj hitro so to vlogo favorita tudi upravičili. Nekoliko naivno so tam storili prekršek. Gostje v kazenskem prostoru, zanesljiv pa je bil Nejc Bohak. Mlinar zdaj poda Podbrežniku, priložnost, da hitro odgovorijo gostje. Podbrežnik se je znašel v lepi priložnosti. Streljal pa je nekoliko nenatančno. Bohak je sicer prišel danes do svojega drugega gola. Strelec je bil že na tekmi proti Šampionu, ko so v 4. krogu Starše doma zmagale s 3-2. Zaostali so vso tekmo, no potem pa zadetek Bohaka v 91. in 95. minuti pa sta zadela še Golob in Dobnik za preobrat v samem zaključku tekme. Na domačem igrišču sicer 2 zmagi za Starše, obakrat s 3-2, že omenjena tekma s Šampionom, no v drugem krogu pa so z enakim rezultatom premagali tudi Čardo, ko so zadeli Ploj, Žiga Dobnik in pa Gal Pleteršek, ki danes na svojo priložnost čaka na klopi. Do žoga je zdaj Kokol, lepa poda proti Podbrežniku, Podbrežnik je poskušal s prve proti Kovačiču, žoga je prišla nazaj do Podbrežnika, poskušal je strelom, pred njim sta bila 2 igralca Starš, ki sta njegov strel blokirala. Sagadim v sredino, do žoga je prišel Ferčič, ki pa potem ni najbolje streljal. Bo pa kljub temu to prvi kot za Dobrovce, tudi prvi kot na današnji tekmi. Dobra podaja v kazenski prostor, nihče sicer tam ni skakal. Pobral bo žogo Taj Kokol. In jo, kot kaže, prepustil Kristjanu Sagadinu, da izvede tale met iz avta. Prekršek nad Kirbišem je zdaj storil Kovačič in končal se je še en napad Dobrovc, ki pa so torej v nizu 5 zaporednih porazov še brez točk. Tretji ligaš iz Dobrovc. V prejšnjem krogu poraz 2-1 proti Brežicam, predtem z enakim rezultatom doma poraz tudi proti Ljutomeru. Na gostovanjih so izgubili z 2-0 proti Podvincem in 3-0 proti Šmartnem. V drugem krogu pa so doma 4-1 izgubili še proti Šampionu.
Zaenkrat torej ni ravno obilo razlogov za optimizem v Dobrovcah. Mlinar v sredino. Žoga je prišla do Benotiča. Izbijali so domači, dobro se je potem boril Mlinar. Nekoliko je zdaj tvegal Lorbek, ki je podal nazaj proti Hedlu in ta je bil prisiljen žogo poslati v stranski out. Štirinajsta minuta, teče v Staršah, preko Dediča pa napada domači. Poskušal je Dobnik. Ponovno Aljaž Dobnik, pa Čander. Lepo Čander proti Bohaku, tam mu je poskušal žogo takoj vrniti. Dobro so ostali postavljeni. Nogometaši v rumeno-modrih dresih in prisilili so goste, da žogo ponovno izbijajo v out. Visoko na nasprotnikovi polovici, zdaj met iz auta za Žigo Dobnika. Paroj. Pošilja žogo v kazenski prostor, to je dobra podaja, nekoliko v napoto sta si bila Aljaž Dobnik in pa Urban Čander. Ni pa bil Maj Lorbek dovolj hiter, da bi žogo tam stekel na nasprotnikov polovico in začel proti napad za Dobrovce. Žogo iz avta vrača Ploj, odbija Kokol. Prekršek na sredini igrišča. Pregrob je bil Bohak. Hitro pa bo izvedel prosti strel zdaj Kokol. Mlinar poda na desno stran. Tam je Lorbek, ki že pogleduje proti kazenskemu prostoru. To ni bila slaba podaja. Bil je tam številko 21, Đan Kovačič. Na koncu pa globoko na nasprotnikovi polovici out za Maja Lorbka. Lorbek je želel zdaj hitro izvesti tale out. Zapiskal pa je Radževič, zato ker si je vezalke zavezoval na svoj nogometni obutvi. Rok Ferčič. Izjalovil se je tale napad gostov. Hitro pa z igro nadaljujejo Starše. A v tem krogu sta sicer bili odigrani že dve tekmi. Včeraj v petek zmaga Korotana doma z 2-1 proti Podvincem. Brežice pa so prav tako doma z 2-0 premagali Ljutomer. Krog pa bo torej zaključen danes s tekmami Hajdina, Šmartno, Fužinar, Čarda, Krško, Videm, Zavrč Šampion in pa tole, ki jo spremljamo tukaj v Staršah, med domačimi Staršami in gostujočimi Dobrovcami. Rezultat pa trenutno 1-0. Starše vodijo po uspešno izvedeni 11-metrovki Nejca Bohaka. Izkoristil je najstrožjo kazen, ki jo je priigral Tibor Roj, ki se je dobro znašel v kazenskem prostoru in ga je podaril gostujoči vratar Ane Jurič. Kokol na desno stran, Kele Lorbek. Mlinar, a poda na desno stran proti Benotiču, to je bila težka žoga. Zadela na to Benotiča žoga v obraz. Za nekaj trenutkov igra prekinjena. Vse pa bo jasno v redu z Luko Benotičem. Strelcem zadetka za Dobrovce v prejšnjem krogu ob domačem porazu proti Brežicam.
Benotič sicer eden od 3 nogometašev z zadetkom za Dobrovce v letošnji sezoni. Po enega imata še Žan Kovačič in pa Elvino Podbrežnik. Oba tudi danes na igrišču v Staršah. Prosti strel na sredini igrišča zdaj za Dobrovce. Izvajalec bo Kokol, to ni slaba podaja. Dobro je odbijal Kac. Pa zdaj Benotič, ki je prišel do priložnosti, odločil se za strel z prve. Ni bilo slabo, ampak vendarle ne natančno. Tako da brez dela za domačega vratarja Denisa Zajca. Z glavo odbija Lorbek proti Benotiču, skakal je tam Ploj. Še vedno žoga v zraku, na koncu razčištil Kac. Ponovno pri žogi Tibor Roj, dobro se znajde Roj v takih situacijah, ampak tokrat mu je žogo speljal Aljaž Hedl. Boril se je zdaj tudi Aljaž Dobnik, ki pa ni uspel žoge priboriti v posest varovanca Tomislava Grbavca. Bohak vleče žogo v sredino tudi on. Je danes zadev proti svojemu bivšemu klubu. Igral je Bohak v Dobrovcah. Danes pa torej tisto pravilo bivšega v veljavi. Zelo zanesljivo je izvedel 11-metrovko. Nogometaš star z številko 10 na hrbtu. Podmahnil je zdaj z roko Radževič, na tleh je bil sicer Tim Golob. Eden glavnih adutov domačega moštva, ki pa danes zaenkrat ostaja neviden. Lorbek pošilja žogo v kazenski prostor, dobro je zaustavil Ferčič. Prišel je do strela napadalec Dobrovc, ampak naletel je na dober blok rumeno-modrih. Pri žogi zdaj Golob. Lepa podaja v prostor proti Urbanu Čandru, ampak vendarle nekoliko premočna. Čander ni bil dovolj hiter. Sicer bi se tudi on znašel v obetavni situaciji pred gostujočim vratarjem. Sagadin in Ferčič. Ferčič je podal na levo stran proti Kovačiču. Nista se razumela. Napadalec in pa levi krilni nogometaš Dobrovc. Tako da je po vodi splaval še en napad varovanca Semirja Šabotiča. Bohak in Kac. Ničesar ne bo tvegal Zajec, žogo pošilja proti Golobu. Više od njega je skočil Kristjan Sagadin. Žiga Dobnik je podal proti Aljažu Dobniku. Bori se Tibor Roj. Do žoge je prišel Kokol. Lorbek poda v kazenski prostor, Podbrežnik je od tega prostora žoga ni prišel do njega, je pa zdaj prišla do Benotiča, ki mu je sicer nekoliko spodrstilo. Na koncu je razčistil Golob.
Colin Rozman. Pa Mlinar. Na desni strani je Lorbek. A tokrat pa po nesrečen poskus. Predložka v kazenski prostor. Strani Maja Lorbka, ki je sicer danes precej aktivnejši v ofenzivnem delu od kolega na levi strani Kristjana Sagadina. Sicer smo tudi od Kristjana Sagadina vajeni, da zna precej tega postoriti tudi v napadu. To žoga je zdaj Benotić, odločil se za podajo po tleh proti Kovačiču. Kovačič ima nekaj prostora, prišel je do strela. Na koncu pa bo to drugi kot za Dobrovce. Razmerje v kotih zdaj 2-0 v prid gostov. Petindvajseta minuta teče. Priložnost za goste iz standardne situacije. Dobra žoga v kazenski prostor. Prenizek pa je bil Maj Lorbek. Napaka zdaj domačih. Do žoge je za trenutek prišel Lorbek, ki pa bo zdaj izvajal stranski avt. Žoga v kazenski prostor ponovno proti Ferčiču, ob njem so bili trije nogometaši Starš, Boha, Kac in pa Ploj. Še vedno pa je pri žogi Ferčič, pa Benotić. Dobro preigrava Benotić, prišel mimo dveh branilcev v rumeno-modrem. Podal je zdaj do Kokola, ki je streljal ne najbolje, pa Mlinar, ki se je odločil za strel. Zadev je Tima Goloba, od katerega pa je žoga na to odjadrala mimo vrat, ki jih brani Denis Zajc v tretji kot za Dobrovce. Videli bomo, lahko tretji kot v nevarnost pretvorijo gostje. Slaba podaja sicer, ampak prišla je žoga do Kokola, ki se je odločil za strel, ampak da strelja Urbana Čandra. Benotić zdaj ne sme izgubiti žoge, pa ravno to je storil. Priložnost za protinapad Starš preko Bohaka. Bohak je nekoliko zakompliciral zadeve, prišel je sicer tudi Golob. Stekla sta v napad takoj Roj in pa Čander. Na koncu bo Staršem žoga pripadla iz avta. Golob in Dedić. Pa Kirbiš. Kirbiš na desno stran, kjer je Žiga Dobnik. Poda v kazenski prostor, pa ni bila dovolj natančna. Rozman Vogem pošilja Sagadina, Sagadin pa žoge ni dobro zaustavljal in ušla mu je preko črte. Tako da bo ponovno pripadla varovancem Tomislava Grbavca, ki je zaenkrat lahko kar zadovoljen s predstavo svojih varovancev. Dobrovcem Starše zaenkrat še niso pustili tiste prave 100-odstotne priložnosti. Na drugi strani pa je bila uspešno izvedena 11-metrovka dovolj za minimalno vodstvo, ki ga ima zaenkrat v rokah rumeno-modri. Zajc hitro na desno stran proti Žigi Dobniku. Tako je tam pritekel Podbrežnik. Zdi se, da nekoliko presenetil Žigo Dobnika in Denisa Zajca. In po njegovi zaslugi zdaj taj Kokol začenja gostujoči napad. Kokol je iskal prav Podbrežnika. Žoga ni šla mimo Dedića. Ušla pa je na to v avt Aljažu Dobniku. Lepo zdaj Podbrežnik, atraktivna poteza. Dobro se je znašel tudi Kovačič, ki je žogo spravil mimo Dedića. Priložnost za Benotića.
ki pa je z neposredne bližine zgrešil. Kot kaže, ne bo kota za Dobrovce. Očitno je bil Benotič tisti, ki se je zadnji dotaknil žoge. Z Urošem Radževičem se jasno ne strinjajo v taboru gostov, ampak kakorkoli že, Denis Zajc bo žogo poslal nazaj v igro. Dobro je skakal Hedl, z enakomero vrača Kac. Na koncu pa je žoga zapustila igrišče. V igro jo bo vrnil Ploj. Dedič. Ploj. Ploj preglava v lorbku. Padal je Ploj in zapiskal je Uroš Radževič. Nova priložnost za Starše iz prekinitve. Ponovno sta pri žogi Bohak in pa Ploj. Ponovno jasno selitev skakalcev v kazenski prostor Dobrovc. Ploj tokrat podaja z levico, povsem sam je bil številko 13 tam Aljaž Dobnik, izvrstno izveden prosti strel in Starše zdaj vodijo z rezultatom 2-0. Tekla je, mislim, da še 30. minuta, ko so varovanci Tomislava Grbovca izvrstno izvedli prosti strel. Odlično je podal Aljaž Ploj, z glavo pa je odlično zaključil njegov soimenjak Aljaž Dobnik. Že tako so bili pred to tekmo v težavah in v slabem stanju nogometaši Dobrovc. Zdaj pa torej še v Staršah gubijo po pol ure igre že z 2-0. Dobnik, Aljaž, Aljo! Ravno eni, gremo Starše! A Starše pa nadaljujejo z odličnimi predstavami, s katerimi mislim, da so presegli pričakovanja. Padel je zdaj Sagadin, prekršek je storil Tim Golob in priložnost zdaj vendarle tudi za Dobrovce. Izvajalec bo, kot kaže, Andraž Mlinar. Vendarle pri žogi zdaj tudi Ferčič. Ferčič sicer levičar, to je položaj bolj za desničarja. Zajec je 4 nogometaše v živi zid postavil, do strela pa je prišel Sagadin. Dobro so tole odigrali gostje. Sagadin je dobro streljal, ampak nekoliko nenatančno. Tako da mreža Starš zaenkrat še miruje. Dobro je ponovno skakal Hedl. Pa Lorbek. Mlinar. Na levi strani je Kovačič. Ponovno gostujoči kapetan Mlinar. Lep prenos žoge na desno stran, kjer je Lorbek. Lorbek ima nekaj prostora, pogledajo v kazenski prostor, kjer so vtekali Ferčič, Kovačič in Podbrežnik. A nihče od omenjene trojice pa na koncu ni prišel do strela. Vendarle se Dobrovce ne predajajo. Časa za vrnitev v tekmo pa imajo jasno še več kot dovolj.
Linar je dobil skok ob Čandru. Do žoge pa zdaj vendarle napadalec Starš. Golob poda na desno stran, kjer je Bohak. Golob se je pridružil temu napadu. Padel je sicer Bohak ob roko Rozmanu. Ničesar ni zapiskal Radževič. Tako da bo to samo gol out za Aneja Juriča. Jurič pošilja žogo na levo stran, skače Mlinar. Odbija Golob. Kokol je pa lepo našel Sagadina. Preigrava Sagadin, dobro mu je brez prekrška Bohak vzel žogo. Bohak in Golob, lepa poteza Goloba. V obrambo pa se zdaj vrnil Rok Ferčič. Vendar je Ferčič zdaj storil napako, Bohak je ponovno prišel do žoge in kot bo zdaj pripadel tudi domačim. Sodeč po tem, kako so domači danes izvajali prekinitve, zdaj Dobrovce čaka kar nekaj dela, medtem ko je šel Uroš Radževič pogledat, kaj je s Kristjanom Sagadinom. Evi bočni branilec Dobrovci bil namreč na tleh na nasprotnikovi polovici. Nejc Bohak bo poslal žogo v kazenski prostor. To je dobra podaja. Ni pa prišel do strela Aljaž Dobnik. Čander vrača žogo v sredino, ampak končala je za vrati, ki jih brani Anej Jurič. Dovolj visoko so zdaj ostali rumeno-modri, da so preprečili hitro izvedbo tega gola od Aneju Juriču. Poslal bo žogo ponovno proti sredini, skače Kovačič. Vrača v sredino, nekoliko nenavadno, sta pa potem Kokol in Ferčič dobro odreagirala in žogo spravila do Lorbka. Na to pa previsoka podaja na levo stran proti Sagadinu. Ajde, fantje, gramo! Dobnik in Bohak. Dobro Golob, skače Bohak. Žiga Dobnik, žogo pošilja visoko v zrak. Skakal je Hedl ob Čandru. Pod pritiskom je zdaj Rozman, dobro je tam pritekel Roj, bil je blizu tudi Čander. Golob. Podaja proti Aljažu Dobniku, ki je prišel do žoge, čeprav podaja ni bila najnatančnejša. Ploj in Kirbiš. Pa umirja ta žoga zdaj pri Dediču, ki pogleduje naprej. Žiga Dobnik, a žoga mu je ušla v out. Tako da bo posest ponovno pripadla gostom. Mlinar z globinsko podajo. Tam je Podbrežnik, odlično pa ob njem domači kapetan Tadej Kac. Trudil se je ponovno Ferčič. Dobro pa se je znašel Žiga Dobnik, ki je stržil out. Boli se Čander. Žoga ga je preskočila. Prišla na to do Aljaža Dobnika. Poskušal je ta spodal na levo stran proti Aljažu Ploju. Na koncu pa do žoge Kokol, pa Benotič. Dober je v preigravanju Benotič, zdaj pa Lorbek. Lorbek je poskušal še z enim predložkom, ki pa je končal v bloku.
Poskus podajo proti Kovačiču, ni uspel, skače Mlinar. Pa Golob. Dobro, Golob proti Bohaku. Bohak pa umirja in žogo vrača v zadnjo vrsto, ker sta se zdaj izmenjala Kac in pa Dedič. Žiga Dobnik, ponovno Ferčič, dobro do žoge Ferčič. Ferčič preigrava, padal je rok Ferčič. In zapiskal je Uroš Radževič, ki zdaj opozarja Žigo Dobnika. Mlinar je preigraval, ni šlo. Končala je žoga pri Juriču. Kako prav bi zdaj prišel zadetek Dobrovcam tik pred polčasom. Da se nekoliko približajo in na to pripravijo načrt za drugi polčas. Zavrnitev ali pa celo preobrat na današnjem srečanju. Po levi strani napada Sagadin. Ob njem je bil Golob, Golob se zdaj razburja. Prepričan je, da bi to morala biti žoga za starše. Njegovega mnenja pa ne deli Uroš Radževič. Aljaž Dobnik preigrava, brez prekrška so prišli do žoge domači. Ploj, odlično pa Benotič. Nekoliko prepočasi gre tale proti napad Dobrovc. Na to pa še neuspešna podaja Kokola. Lorbek v kazenskem prostoru je samo Kovačič. Lorbek sicer je podal, ampak žoga ni prišla tam seveda do Kovačiča. Trudil se je potem tudi Mlinar, ki je streljal tudi on v blok. A zelo požrtvovalno pa Benotič, ki spet dobro preigrava. Lorbek. Lorbek s predložkom. To ni bila slaba podaja, ampak na pravem mestu je bil Dobnik. Dobro Podbrežnik z glavo, pa Kokol. Odločil se je za strel Kokol. Ponovno je Kokol konkretno zgrešil. Še približno 4 minute in sodnikov dodatek do konca tega prvega polčasa, ki ga zaenkrat rutinirano z 2-0 dobivajo domači. V 10. minuti je Bohak uspešno izvedel 11 metrovko, v 30. minuti po lepi podaji Ploja iz prostega strela pa je z glavo zadel Aljaž Dobnik. Prosti strel za domače bo zdaj izvajal Dedič. Dedič poda na levo stran, tam je bil sicer Ploj, od katerega pa se je žoga odbila v out. Še naprej bo žoga za Dobrovce, Mlinar prepušča Lorbku. Pa dobro Ferčič, zaustavil je žogo Benotič, preigrava Lorbek, odbija Golob. Ja, Tim Golob sicer zelo zanimiv igralec, danes še ni bil v priložnosti, kar se tiče ofenzivnega dela igre. Tretji je sicer na lestvici strelcev Golob, ki je zaenkrat pri 3 golih v letošnji sezoni. Sicer pa se je 27-letnik vrnil po karieri v tujini. Igral je v Avstriji, pa tudi v Italiji, nazadnje za Cremonese, italijanskega nižjeligaša, predtem pa kar nekaj izkušenj tudi v drugi ligi v Sloveniji. Igral je za Dravo, Fužinar, Rogaško, pa tudi Beltince in Brda. Tim Golob, ki se je zdaj torej pridružil staršam
Prav gotovo pomemben delček v mozaiku, ki ga je sestavil Tomislav Grbovac za tekmovanje v tretji ligaški konkurenci. In zaenkrat se zdi, da je opravil dobro delo strateg Starš. Dobro je zaskakal Mlinar. Do žoge Kokol. Kokol pošilja žogo na desno stran. Odbil je Ploj. Še bo nekaj priložnosti za goste. Sagadin. Kokol. Na desni strani ima nekaj več prostora Lorbek. Lorbek pošilja žogo v kazenski prostor, ampak ta predložek ni šel proti nikomur. Vse bolj se zdi, da bo 2-0 končni izid tega prvega polčasa, ki se počasi izteka. Teče že zadnja minuta rednega dela igre v prvem polčasu. Dobro ponovno Roj ob Rozmanu, zelo iznajdljiv je Tibor Roj v teh situacijah v kazenskem prostoru. Nekoliko nižji napadalec, ampak kljub temu zelo iznajdljiv. Nazadnje je priigral tudi 11-metrovko v 10. minuti, ki jo je na to uspešno izkoristil Nejc Bohak. No, za končni rezultat tega prvega polčasa, ki ga je pravkar s piskom končal Uroš Radževič, pa je poskrbel v 30. minuti Aljaž Dobnik z zadetkom z glavo iz prostega strela po podaji Aljaža Ploja. Bodi to dovolj za prvi polčas. Vidimo in slišimo pa se čez dobrih 10 minut. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, sliko smo ponovno v Staršah, kjer spremljamo tekmo 6. kroga 3. slovenske nogometne lige Vzhod, in sicer obračun med domačimi Staršami in pa gostujočimi Dobrovcami. V prvem polčasu smo videli rutinirano igro Starš, ki so prišle do lepe prednosti z rezultatom 2-0, trenutno vodijo proti Dobrovcam po zadetkih Nejca Bohaka, ki je v 10. minuti uspešno izvedel 11-metrovko. Juriča je poslal v eno, žogo v drugo smer in tako unovčil najstrožjo kazen, ki jo je preigral Tibor Roj, ki se je dobro znašel v kazenskem prostoru, potem pa ga je podrl Anej Jurič. Na drugi zadetek so Starši dosegli v 30. minuti. Prosti streli strani je z levo nogo izvajal Aljaž Ploj in natančno podal na glavo Aljažu Dobniku, ki pa je dobro zaključil in torej poskrbel za izid polčasa. 2-0, lepa prednost za Starše in prav gotovo je lahko zadovoljen Tomislav Grbovac. Nekoliko manj jasno Semir Šabotič, ki danes vodi ekipo Dobrovc. Drugi polčas se je medtem že začel. Mi pa si poglejmo obe 11-terici. Mislim, da med polčasom ni bilo sprememb ne pri eni, ne pri drugi ekipi, tako da za Starše zdaj še vedno vratar Denis Zajc, pa branilci od desne proti levi Žiga Dobnik, Ismar Dedič, Tadej Kacin, Aljaž Ploj, v sredini so Aljoša Kirbiš, Tim Golob, Aljaž Dobnik in Nejc Bohak, v napadu pa Tibor Roj in pa Urban Čander. Na drugi strani pri Dobrovcih
V vratih še vedno Ane Jurič, pa v zadnji vrsti od desne proti levi Maj Lorbek, Aljaž Hedle, Rok Rozman, Kristjan Sagadin. V zvezni vrsti prav tako 4 nogometaši od desne proti levi Luka Benotič, Andraž Mlinar, Taj Kokol in Žan Kovačič ter v napadu dvojica Rok Ferčič in pa Elvino Podbrežnik. Po prvem polčasu torej nič kaj ne kaže, da bi se obrnil trend Dobrovcam. Dobrovce, ki so v prvih 5 krogih 5-krat izgubile in z 0 točkami trenutno zasedajo zadnje mesto prvenstvene razpredelnice. Občutki so jasno ravno nasprotni pri Staršah, ki se zaenkrat dobro držijo po prvih 5 krogih kot novinec v ligi. Enemu remiju so dodali še 3 zmage in pa 1 poraz, kar je zaenkrat, rekel bi, kar dober izkupiček za četo Tomislava Grbavca. Edini poraz v 3. krogu proti Šmartnemu z 2-1 na gostovanju, sicer pa rumeno-modri neporaženi. Ponovno so Starše napadale preko Roja. Do žoge je prišel Ploj in dobro zagradil žogo. A v prvem polčasu so tudi Dobrovce imele svoje priložnosti. Ne moremo reči, da ne. Nekajkrat so poskušali oddaleč. Kar nekaj predložkov smo videli z desne strani. Predvsem Maj Lorbek je podajal. Ampak res konkretno pa vrat, ki jih brani Denis Zajc, niso ogrozili. Dobrovce, ki torej iz lanske sezone že vlečejo številne težave. Moštvo se sicer ni pretirano spremenilo. Že lani jasno obstanek v 3. ligi zgolj zaradi tega, ker Rače iz objektivnih razlogov niso dobile licence za tekmovanje v 3. ligi za novo sezono. Dobrovce pa zdaj napadajo preko Lorbka. Lorbek še enim dobrim predložkom. Slabo je tokrat zaustavljal žogo Podbrežnik. Hiter protinapad na to domačih, vse skupaj dobro spremljal Jurič, ki je žogo pobral. Prosti strel za Starše, ki se torej tretjič vračajo v 3. ligo. Že v sezoni 94-95 so eno sezono tekmovali v 3. ligaški konkurenci, nato izpadli zaradi preureditve. Nato so se vrnili v sezoni leta 98, nastopali v 3. ligi do leta 2000. Zdaj pa se torej pod Tomislavom Grbavcem vračajo na 3. ligaška prizorišča. Tomislav Grbavac, sicer trener Starš, že 10. sezono. Uspel je torej svoje moštvo pripeljati ligo višje, potem ko je lani osvojil prvo ligo v medobčinski nogometni zvezi, medtem ko so imele priložnost zdaj Dobrovce. Streljal je Benotič. V gostujočem taboru zahtevajo 11 metrovko zaradi igre z roko. Uroš Radževič pa je z rumenimi kartoni zdaj kaznoval tako Klop kot Roka Ferčiča. V prvem polčasu sicer nismo videli niti enega rumenega kartona. Spremljali smo fair srečanje. Zdaj pa torej rumeni karton zaradi ogovarjanja.
Roku Ferčiču in pa klopi gostov. Če bodo Dobrovce danes ostale brez točk, tukaj bodo zagotovo še razmišljali o tej situaciji. Dobrovce, ki si jasno ne želijo po poti, ki jo je lani prehodil Dravograd. Dravograd je bil lani, bi rekel, kar nekaj nivojev pod ostalimi. Zbrali so zgolj 4 točke, lahko pa Dobrovce skrbi, da so vse 4 točke lani Korošci osvojili prav proti njim. Tako da mogoče že to napovednik letošnjih težav za Dobrovce, ki se torej vlečejo iz lanske sezone. Potem, ko so v 3. ligi zasedli že celo 4. mesto. To je sicer 5. sezona za Dobrovce v 3. ligi. Videli pa bomo, ali bo zaenkrat tudi zadnja, ali pa se vendarle kaj obrne pri 3. ligašu iz Dobrovc. Dobro je skakal Žiga Dobnik. Pa Ferčič. Ob Ferčiču je Kirbiš. Kirbiš nekdanji nogometaš Dobrovc. Tudi strelec prvega zadetka Bohak je nastopal za Dobrovce. Zdaj pa torej oba pri Staršah. Nekdanji nogometaš Dobrovc, tudi rezervni vratar. Pri Staršah Tilen Ploj. Ob Tilnu Ploju sicer danes na priložnost na klopi čakajo še Urban Tomanič, Oskar Medved, Gašper Ornik, Tomaš Sedminek, Gal Pletršek in pa Staš Kraner. Na drugi strani je Masimir Šabotič, na voljo še Kevina Ribariča, Kristjana Čeha, Jureta Šimunđa, Tjaša Štanteta, Gašperja Podvršnika, Žana Sprinčnika in pa Anđela Macanoviča. In če se ne bo hitro kaj spremenilo pri Dobrovcah, bo najbrž o menjavah začel razmišljati Semir Šabotič, ki danes vodi ekipo. Napaka Bohaka. Teče tam Benotič, odlično je reagiral kapetan domačih Tadej Kac. Je nekajkrat dobro posedoval že v prvem polčasu. Kokol podal na levo stran. Tam je Sagadin. Sagadin in Ferčič kombinirata, lepa kombinacija. Sagadin poda v sredino, na pravem mestu je bil Dedič. Dobniku je žoga ušla, to bo out za Dobrovce. Sodnik Radževič zdaj zahteva, da se žoga vrne na mesto, kjer je zapustila igrišče. Kovačič. Kovačič je nastreljal Dobnika. Rozman je bil ob Roju, Roj zahteva sicer prekršek. Ni ga dobil, tako da žoga v posesti Dobrovc. Pa zdaj vendarle zapiskal Radževič. Na tleh je obležal Žiga Dobnik, desni bočni branilec Starš. Starše so si sicer tretje ligaško tekmovanje zagotovile po zmagi v dodatnih kvalifikacijah proti Ormožu. Na dveh tekmah so bili boljši skupnim rezultatom 4-1, 3-0 so zmagali v Ormožu, remiz 1-1, tukaj v Staršah pa je bil dovolj za uspeh varovancev Tomislava Grbavca. V klubu sicer poudarjajo, da je cilj v letošnji sezoni sredina lestvice, ta pa so na tekmovanje v tretji ligi pripravljeni, kljub temu, da finance zaenkrat ostajajo enake kot v prejšnjih sezonah. In kot kaže, so imeli kar prav, ko so trdili,
da so pripravljeni na tretje ligaško tekmovanje. Odlično so krenili v to tretje ligaško sezono. Napaka pa zdaj domačih, do žoge je prišel Ferčič. Pozabili so zdaj, da je Ferčič ostal tam pred vratarjem Zajcem, ki je prejel rumeni karton za tale prekršek. V gostujočem taboru sicer zahtevajo izključitev vratarja Zajca. So pa zdaj prišli do lepe priložnosti za znižanje rezultata. Gostje iz Dobrovc. Žogo si na belo točko nastavlja Taj Kokol. Videli bomo, ali bo Kokol četrti nogometaš Dobrovc, ki bo prišel do zadetka v letošnji sezoni. Zaenkrat strelci Kovačič proti Šampionu, Podbrežnik proti Ljutomeru in pa Benotič na prejšnji tekmi proti Brežicam. Radževič zdaj razlaga kapetanu Mlinarju, zakaj se ni odločil tukaj za izključitev vratarja Starš. Očitno deluje po principu, da ni več tiste tako imenovane dvojne kazni. Kakorkoli že. 11 metrovka zdaj tudi za Dobrovce iz oči v oči pa Denis Zajc in pa Taj Kokol. Kokol ali Zajc. Kokol je streljal dovolj dobro. Zajc je sicer odšel v pravo smer, ampak dovolj natančen je bil Taj Kokol in poskrbel za znižanje na 2-1. Vendarle so dobili to, kar so si želeli v gostujočem taboru, zdaj pa je čas tudi za prvo menjavo. Semir Šabotič je iz igre potegnil Roka Ferčiča, na teren pa je poslal Žana Sprinčnika. Sprinčnik se je sicer zdaj postavil na desno stran. Levo je Benotič. Kovačič pa se zdi, da se je preselil v konico napada, nekoliko nižje stoji Podbrežnik. Napadajo pa ponovno Dobrovce, prav preko Sprinčnika, na desni strani je Lorbek. Predložek na levi strani je Benotič, skače Benotič, ampak tako je zapiskal Radževič. Očitno je mnenja, da je Benotič tukaj storil prekršek v napadu. Ja, stališča neutralnega opazovalca te tekme, jasno. Ta zadetek dobra zadeva za tole tekmo. Morda so se v tem drugem polčasu celo nekoliko preveč sprostili pri Staršah. Dobro, pa zdaj golo proti Bohaku. Tam je bil sicer Rozman in to bo kot za Starše. Izvajalec bo Nejc Bohak. Greča zdaj pred vrati Juriča. Nevarni so po prekinitvah, sicer domači, to so danes že nekajkrat pokazali, no prekinil pa je izvedbo tega kota Radževič. Nekaj težav ima, kot kaže Lorbek. Tam je bil tudi Hedl. No, ponovno pa bojo izvedli tale kot. Rumeno-modri. Visoka žoga v kazenski prostor, skakal je tam Golob, pa Ploj. Ploj z prve, pa Roj. Roj je prišel do strela, tole ni bilo slabo, ampak na srečo gostov je zadel modro-črni blok. Mlinar odbija. Napaka potem Dediča, do žoge je prišel Sprinčnik. Lorbek. Razburja se Sprinčnik, ki je zahteval žogo. Pri žogi pa zdaj Golob. Golob že gleda razporeditev svojih soigralcev, podal je proti Roju in pa Čandru, na pravem mestu je bil tokrat Hedl, no na to pa pregrob Čander. Ja, tima Goloba v prvem polčasu nismo
kaj preveč opazili. Tretji strelec lige, če se ho tako izrazim, oziroma na 3. mestu lestvice strelcev je Tim Golob, 27-letnik, ki se je vrnil v Slovenijo iz Italije, kjer je nastopal za Cremonese. Pred italijanskim nižjeligašem Cremonesem pa je bil član klubov v Avstriji, pa tudi v slovenski drugi ligi, pri Dravi, Fužinarju, Rogaški, pa tudi Beltincih in Brdih je igral Tim Golob, ki pa bo zdaj s temi izkušnjami poskušal pomagati staršam in njihovem trenerju Tomislavu Grbavcu. Golob in Podbrežnik. Po njem je bil Kirbiš, pa Sagadin, Benotič. A v drugem polčasu bolj podjetna igra Dobrovc. V kanskem prostoru je Mlinar, Mlinar ni zaustavil žoge. Izbijali so domači. A v tem krogu sicer odigrani že 2 tekmi. Včeraj v petek zmaga Korotana z 2-1 proti Podvincem doma. Brežice pa so doma z 2-0 premagali Ljutomer. Danes pa ob tej tekmi, ki jo spremljamo v Staršah, še obračuni med Hajdino in Šmartnim, Fužinarjem in Čardo, Krškim in Vidmom ter Zavrčom in Šampionom iz Celja. Bohak. Iz hrbta je štartal na Bohaka Podbrežnik in Podbrežnik je naslednji nogometaš z rumenim kartonom. Pridružil se je Ferčiču in pa Zajcu zdaj Elvino Podbrežnik. Še ena priložnost pa za Aljaža Ploja, da pošlje žogo v kazenski prostor. Ploj poda v sredino, dobro je zadel na glavo Bohaka. Dvignjena zastavica stranskega sodnika pa signalizira prepovedan položaj nogometaša v rumeno-modrem dresu. Lorbek vleče žogo po desni strani, ponovno predložek v sredino, na pravem mestu Dedič. Do žoge Golob. Številko 2 tam Urban Tomanič. Tomanič, ki je, kot kaže, zamenjal Žigo Dobnika. Priložnost zdaj za Dobrovce, do strela je prišel Spričnik, nastreljal je tam blok, potem pa je obležal Aljaž Dobnik. Zapiskal je Radževič. Vse bližje pa so izenačujočemu zadetku gostje iz Dobrovc. Še vedno na 3 sicer Aljaž Dobnik. Dobnik danes strelec drugič v letošnji sezoni. Zadev je za zmago s 3-2 tukaj v 4. krogu proti Šampionu v 95. minuti. Zaostali so takrat z 2-0 varovanci Tomislava Grbavca, nato pa Bohak zadetkom za 2-1, v 91. in 95. pa sta zadela Golob in pa Aljaž Dobnik za 3 točke, ki so takrat ostale tukaj v Staršah. Danes bo za kaj podobnega jasno potrebno še nekaj oddelati. Takole zdaj
v pomoči soigralcev. Aljaž Dobnik zapušča igrišče. Očitno gre za nekoliko resnejšo poškodbo. Tako da zdaj v teh trenutkih z igralcem manj igrajo Starše, ki pa že pripravljajo dvojno zamenjavo. Kraner in Ornik, če vidim prav, sta tam pripravljena. Naprej je podal Dedič do žoge Golob. Dobro se je znašel Golob, lepo je spravil žogo do Čandra. Čander se bori. Igral pa je z roko. Napadalec Starš. Ena žoga v globino. Kovačič se bori. Moral je reagirati Ismar Dedič. Je pa prišla zdaj žoga do Čandra. Čandrer in Kirbiš. Na levi strani je Kac. Pa Ploj. Ploj si je žogo spustil nekoliko preveč proti strani, potem je bil prisiljen hitro reagirati. Lorbek in Kokol pa napadata za Dobrovce. Na levi strani je Sagadin. Sagadin bo podal v kazenski prostor, odbija Ploj. Pa Sprinčnik, odbija Kirbiš. Bori se sicer Roj, padajo je ob Hedlu brez prekrška in pri žogi ponovno Lorbek. Dobrovce zdaj prevzemajo pobudo v Staršah. Videli bomo, ali jim bo uspelo priti do izenačujočega zadetka, da bi lahko potem lovili tudi vse 3 točke. Golob je zdaj žogo poslal izven igrišča. To bo kot in priložnost za menjavo. Urban Čander zapušča igro. Pa tudi Aljaž Dobnik, ki je zaradi poškodbe igrišče zapustil že nekaj trenutkov prej. Staš, Kraner in pa Gašper Ornik pa torej vstopata v igro. Nekoliko nenavadno sicer, da je Grbovac opravil menjavo med kotom nasprotnika. Ampak kakorkoli že, to se je išlo. Zajec žogo pošilja proti Roju. Dobro se je ponovno znašel Roj, poskušal takoj podati tam proti Bohaku. Dobro Kokol. Mlinar. Mlinar poda na desno stran, kjer je Sprinčnik. Sprinčnik s predložkom. Nastreljal je Ploja. To bo kot za Dobrovce. Maj Lorbek, izvajalec. Lorbek še eno dobro podajo, zadev je na glavo Aljaža Hedla, ki pa je streljal preko vrat. Tako da na semaforju ostaja rezultat 2-1. Dobre skakal Mlinar, pa na to Kirbiš. Ornik do žoge, prvič v akciji, rezervist Gašper Ornik. Dedič je na to poslal žogo naprej, kjer pa ni bil pripravljen Staš Kraner, da bi stekel za njo.
Starše danes naskakujejo tretjo zaporedno zmago. Dobrovce se skušajo rešiti pred 6. zaporednim porazom. Skoraj da zdaj napaka gostov. Na koncu žoga vendarle pri Juriču. Kokol pošilja žogo naprej, tam je sicer Kovačič. Dobro je zbijal Kac, Lorbek hitro žogo vrača v igro. Podbrežnik, prišla je žoga do Lorbka. Lorbek in Sprinčnik, Sprinčnik z levo nogo v kazenski prostor, tam je Kovačič. Pa Podbrežnik, Podbrežnik je odlično streljal, ampak zadev prečko. Kako je lepo zdaj tale žoga potovala proti vratom Denisa Zajca. Na koncu pa vendarle prečka in rezultat ostaja 2-1 v prid domačih. Povsem drugačen drugi polčas spremljamo v Staršah od tistega prvega. Zelo nevarne so Dobrovce, ki so na zadnje prišle tudi do znižanja na 2-1. Potem, ko je 11 metrovko dobro izvedel Taj Kokol. Dobro preigrava Sprinčnik, nima nekaj prostora za predložek, podal je v sredino. Prišla je žoga za do Kokola, ki se je odločil za še en strel. Tudi tole ni bilo slabo, a vendarle nekoliko nenatančno. Še ena menjava Semirja Šabotiča. Iz igre je povlekel Elvina Podbrežnika. Jure Šimundža je nogometaš, ki vstopa v igro. Videli bomo, kaj bo to pomenilo. Za taktično postavitev Jure Šimundža je stopil takole v sredino za Kovačiča. Nekako tako je igral v tem drugem polčasu tudi Podbrežnik, vsaj od menjave Roka Ferčiča. Dobro Tomanič ob Benotiču. Nikamor se zdaj ne mudi z izvedbo tega avta Urbanu Tomaniču. Odbijala se zdaj žoga med nogometaši tam na sredini igrišča. Proti napad Dobrovc pa vleče Mlinar, lepa podaja proti Sprinčniku. Sprinčnik je dovolj hiter. Sprinčnik pa je na to slabo podal. Nezadovoljen je sicer Tim Golob, ki tukaj ni imel odprtih opcij. Tako da je bil žogo prisiljen poslati v out. Ploj odbija, vse bolj pritiska v Dobrovce. Karkoli je že med polčasom storil Semir Šabotič, je delovalo. Morda mu je pomagal tudi Robert Beznarič, sicer predsednik kluba, ki pa danes sedi na klopi ob Semirju Šabotiču. Videli pa bomo, ali bo to dovolj za kakšno točko danes v Staršah. Bohak in Dedič. Pa Roj, obrača se Roj, do žoge je prišel Rozman. Kokol, pa Benotič, preigrava Benotič. Spravijo žogo do Sagadina, Sagadin se odločil za strel, to ni bil slab poskus. Ampak nekoliko preveč po sredini ujel je žogo Denis Zajc. Še imajo Dobrovce nekaj časa. Truda jim nikakor ne moremo oporekati. Ob teh napadih gostov pa se bo jasno pojavljalo vedno več prostora tudi za protinapade Starš.
Kombinirala sta Golob in Bohak. Na koncu samo out za Aljaža Ploja. Dobro Sprinčnik. Ob njem do žoge Bohak. Obležal je Bohak, ki se zdaj drži za roko. Ostal je zdaj vendarle Nec Bohak, ki je morda celo poskušal ukrasti nekaj sekund. Vsako pretečeno so jasno bližje uspehu. Nogometaši Starš. Vse bolj pa bo jasno voda vtekla v grlo, kar se časa tiče. Gostom iz Dobrovc. Boril se je Kraner. Obležal je Kraner tam v avtu in prekinil je igro Radževič. Kljub temu, da Kraner leži izven meja igrišča, je pa Kraner že ostal in tudi on bo lahko normalno nadaljeval s srečanjem. Pri žogi Kraner. Na desni strani je Tomanič. V sredini je Golob. Lepo Golob in Bohak. Preigral je Bohak, izgubil žogo Šimunđa. Na levi strani je Benotič. Benotič lepo podal v sredino, kjer je Kokol. Na desni strani je Sprinčnik, Kokol mu ni podal. Poda zdaj proti Lorbku. Lorbek ima ogromno prostora. Lorbek je podal v sredino, bil je tam Šimunđa, ampak na pravem mestu Kac. Bori se Sprinčnik. Do žoge Lorbek. Še en out za Dobrovce. Kovačič in Lorbek. Pa Mlinar. Na levi strani je Sagadin. Preigrava Sagadin. Otrese se enega branilca. Zdaj tudi mimo Tomaniča Sagadin. Trese se mreža, ampak iz napačne strani. Kar se tiče želja gostujočega tabora. Kristjan Sagadin je nenatančno podajal. Lorbek je prišel do žoge, preletela je Roja. Pa zdaj napaka Sagadina, tam je Kraner blizu. Kraner je prišel do žoge, podrl ga je Sagadin. Mislim, da bo Sagadin naslednji igralec z rumenim kartonom. Sagadin se je zdaj pridružil Ferčiču in Podbrežniku. Oba omenjena sta sicer že zapustila igrišče, tako da zdaj Sagadin edini nogometaš Dobrovc, ki še igra in ima rumeni karton. Na drugi strani rumena kazen zgolj za vratarja Denisa Zajca. Za tisti prekršek nad Rokom Ferčičem, ko je potem 11 metrov uspešno izvedel taj Kokol. Varna žoga v kazenski prostor, nekoliko nesigurno so reagirali gostje. Na koncu je vendarle žoga končala pri Juriču. Padel je Kovačič oporniku, česar ni zapiskal Radževič. Nadaljuje z napadom Starše, je pa zdaj vendarle zapiskal Radževič. Kovačič je zdaj s pomočjo Kirbiša vendarle ostal.
Radževič pa zdaj žogo vrača v posest Staršam. Kac pošilja žogo naprej. Dobro Roj. Prišel do žoge v Lorbku, pa Bohak. Bohak preigrava, pade ob Hedlu. In rumeni karton je zdaj dobil Nec Bohak, ki je po mnenju Uroša Radževiča tukaj simuliral in skušal pretentati glavnega sodnika. Če bi bila to še ena 11 metrovka za Starše, bi bile Dobrovce res v velikih težavah. Tako pa še tli nekaj upanja za prvo točko. Ali pa morda celo vse 3 v letošnji sezoni za Dobrovce. Na tleh je Benotič. Glavni sodnik kaže, da je prav on storil prekršek. Dedič poda na desno stran proti Kranerju. Kraner preigrava. Žogo vleče tam na stran. Kraner je lepo podal v sredino, kjer je bil ploj, ki pa je na to nastreljal Gašperja Ornika. Lepo poda na levo stran proti Kovačiču. Ta si žoge ni najbolje zaustavljal in izbil je potem Dedič. Benotič se je tam boril z ograjo, zdaj je hitro izvedel out. Kokol, pa ponovno Benotič. Vemo, da Benotič lahko zelo dobro preigrava, zdaj je obležal na tleh. Ničesar ni zapiskal Radževič. Kokol pa vrača žogo vendarle do Rozmana. Ta jo je zadržal ob roju. Pa ponovno Kokol. Kovačič. Kovačič žogem pošilja Lorbka, ki pa ni bil dovolj hiter. Vendarle nekoliko premočna podaja Kovačiča proti Lorbku. In na koncu brez zaključka tele akcije Dobrovc. Zajec pošilja žogo na levo stran. Dobro je skakal Lorbek, na to pa je bil Kirbiš pregrob ob Taju Kokolu. Mlinar hitro izvaja prosti strel. Šimunđa. Na levi strani je Benotič. Preigrava Benotič. O Benotič je bil Urban Tomanič. Na koncu je epilog tega dvoboja out za rumeno-modre. Rumeni karton je zdaj dobil tudi Urban Tomanič zaradi obiranja pri izvedbi tega avta. Še enkrat igro zaostavlja Radževič. Vendarle bo moral Tomanič še enkrat izvesti tale avt. Kraner ni prišel do žoge. Ornik. Ostaje na nogah Ornik, dobro je zadržal žogo, no potem pa vendarle do negostje. Sprinčnik odbija. Pa Kokol. Po desni strani se vključuje Sprinčnik, tudi Lorbek, na levi strani pa ima ogromno prostora Benotič, ki je zdaj dobil žogo. Benotič in Šimunđa. Nekoliko prej bi moral Benotič podati do Šimunđe, lahko bi streljal tudi sam že prej, na to je streljal v blok. Še poskuša Benotič in priigral je kot. Vendarle je iztržil nekaj iz te akcije. Luka Benotič. Strelec edinega zadetka na prejšnji tekmi proti Brežicam. Neča v kazenskem prostoru, odbija Golob. Do žoge je ponovno Benotič, ki je takoj streljal, priložnost zdaj za protinapad za Starše. Roj in pa Kraner sta tam, vrača se odlično Lorbek.
Ležal je sicer Tibor Roj, ob njem je Lorbek. Zdaj pa je vendarle ostal Tibor Roj. Igra je ponovno prekinjena. Nogometaši dobro zahtevajo žogo v korist svoje ekipe. Zapušča pa igro zdaj Tibor Roj. Gal Pleteršek bo dobil priložnost teh zadnjih nekaj minut. Kot kaže, bo Radževič vendarle žogo dal nogometašem Starš. Po tej menjavi Starše, ki sicer v naslednjem krogu odhajajo na gostovanje k Brežicam, medtem ko bodo Dobrovce doma pričakale Korotan iz Prevalj. Tudi naslednja tekma, jasno, ne bo nič kaj lahka za Dobrovce. Prosti strel pa je zdaj za Starše dosodil Uroš Radževič. Pri žogi že Gašper Ornik in pa Aljaž Ploj. Mislim, da bo tukaj Ornik poskušal strelom proti vratom v kazenskem prostoru. Samo 3 nogometaši Starš, tako da gre tukaj res pričakovati neposredni strel proti vratom. 3 nogometaši so sicer v živem zidu. Strelja Ornik, od zida se žoga odbila, sicer letela v okvir vrat. Ujel je na koncu, a ne Jurič. Vse manj časa za Dobrovce, da pridejo do zadetka za izenačenje. Pri žogi je Kokol. Žogo želi Sprinčnik. Kokol je podal na desno stran do Lorbka. Šimundža. Padal je Šimundža ob Kirbišu. Sodniška piščalka je ostala nema. Padal je zdaj tudi Benotič, no tokrat pa vendarle je zapiskal Radževič in pokazal še en rumen karton. Tudi Kraner zdaj med porumenelimi. Videli smo že 8 rumenih kartonov. 7 so jih prejeli igralci na igrišču, enega klop Dobrovc. Ampak kljub temu se zdi, da nismo spremljali ravno nešportnega srečanja danes v Staršah. Prosti strel za Dobrovce, ena zadnjih priložnosti za izenačenje. Kokol pošilja žogo v kazenski prostor, tam je bil Hedl. Poslal je žogo v tla, ta se je na to visoko odbila. In ujel jo je Denis Zajc. Denisu Zajcu se zdaj jasno nikamor ne bo mudilo. Žogo bo degažirano nasprotnikovo polovico. Bori se tam Pleteršek, pa tudi Ornik. Oporniku je padel Mlinar, z napadom za Dobrovce nadaljuje Sagadin. Kokol. Kokol žogo vleče mimo Kranerja, pa Sprinčnik. Sprinčnik pošilja žogo v kazenski prostor, to ni bila slaba podaja, Jure Šimundža je tam utekal. Ampak na koncu bil le nekoliko prekratek. Nekoliko je zamudil Jure Šimundža, to je bila dobra zamisel Žana Sprinčnika. Na koncu pa samo gol out za Starše. Videli bomo, ali bodo Dobrovce že tretjič zapored izgubile z rezultatom 2-1. Na zadnjih 2 tekmah na domačem terenu poraza z 2-1 proti Ljutomeru in pa Brežicam. Danes pa torej tak rezultat tudi v Staršah. Videli pa smo, da so imeli varovanci Semrija Šabotiča danes kar nekaj priložnosti, da bi ubežali porazu. Nekaj časa pa jasno še imajo. Mlinar vleče žogo z levo nogo, poda v sredino, kjer je Sprinčnik. Sprinčnik je sicer bil dovolj hiter, ne pa tudi dovolj spreten, da bi žogo obdržal v igri.
tako da bo leta pripadla staršam. Na tleh pa še en nogometaš v rumeno-modrem. Obležal je zdaj v svojem kazenskem prostoru Aljoša Kirbiš, ki ga dajejo Krči. Kirbiš je jasno že ostal. Pridobil nekaj časa. Malenkost dobil ritem, Radževič pa zdaj zahteva, da se igra nadaljuje. Zajec jasno mora paziti, že ima namreč rumeni karton. Odbija Rozman. Dedič odbija samo do Benotiča. Dobro pred Šimunđo sicer Tomanič, ampak do žoge vendarle Šimunđa. Mlinar na desno stran do Lorbka. Lorbek gleda v kazenski prostor, dobro je blokiral Bohak in odpiskal je konec tega srečanja. 3 točke, kljub velikim prizadevanjem Dobrovc v tem drugem polčasu ostajajo doma. Starše so zmagale in torej upisale 3. zaporedno zmago. Dobrovcam pa bomo zapisali že 6. zaporedni poraz, 3. zaporedni z rezultatom 2-1. V 10. minuti je mrežo Dobrovc načel Nejc Bohak po 11 metrovki, ki jo je priboril seveda Tibor Roj. Nato v 30. minuti prosti strel za starše, ko je Aljaž Ploj podal svoj menjaku Aljažu Dobniku, ta pa je z glavo matiral Aneja Juriča. No, rezultat je v drugem polčasu iz 11 metrovke, ki jo je priboril Rok Ferčič, znižal Taj Kokol. To pa je bilo tudi to za to današnjo tekmo, kar se tiče zadetkov. Končni rezultat 2-1, zmaga za starše. Meni pa ostane samo še, da se od vas za danes poslovim.